Dober dan vsem. Zdaj vidimo, kako izračunamo verjetnost unije ali preseka dogodkov in tudi pogojno verjetnost. Torej, če nas zanima verjetnost, se zgodi en dogodek ali en drugi dogodek, moramo razločevati dva slučaja, ko dogodka sta nezdružljiva ali pa ko sta združljiva. Kaj to pomeni? Da dva dogodka sta združljiva, če imata skupno nekaj elementarnih dogodkov med sabo. Sta nezdružljiva, če nimata nobenega skupnega elementarnega dogodka. Torej, če sta nezdružljiva, verjetnost unije se enostavno zračuna kot vsota verjetnosti posameznih dogodkov. Če sta združljiva, imata nekaj skupnega in verjetnost unije dogodkov se zračuna kot vsota verjetnosti in je treba še odšteti verjetnost preseka dogodkov, tisto, kar imata skupnega. Zdaj to vidimo z enim primerom. Kolikšna je verjetnost vzeti rdečo karto ali kralja, torej unija, rdečo karto ali kralja iz skupa 52 kart. Torej, ta dva dogodka imata nekaj skupnega, ker rdeče karte in kralji imata skupno dva rdeča kralja. Torej, zdaj pogledamo posamezne verjetnosti. Verjetnost, da vzamemo rdečo karto, je 26 na 52, je 26 rdečih kart, torej ena polovica kart, tako. Verjetnost, da dobimo kralja, je 4 na 52, so 4 kralji. In to je enako 1/13. Verjetnost preseka je, da velja oboje, da je rdeča karta in da je tudi kralj. Sta dva rdeča kralja, torej 2 52, ki je isto kot 1/26. In že iz tega lahko razumemo, zakaj tukaj treba odšteti to. Ker, če ne bi odšteli, pomeni, da bi šteli dvakrat tista dva rdeča kralja. Ker enkrat, če bi vzeli rdeče karte in potem vse kralje in bi seštevali verjetnosti, bi dvakrat upoštevali tista dva rdeča kralja. Torej, verjetnost, ki smo iskali, je 1 polovica plus 1/13 minus 1/26, damo skupaj imenovali 26, 2 v 26 gre 13 krat, tu je 13, 13 v 26 gre 2 krat, tu je plus 2, minus 1. In če zračunamo 14 26, ki je isto kot 7/13. Poglejmo zdaj, kaj pomeni pogojna verjetnost. Verjetnost od dogodka A pod pogojem B. Torej, to pomeni, da iščemo verjetnost dogodka A pod pogojem, da vemo, da se je že zgodil dogodek B. In to skušamo razumeti s primerom. Torej, vržemo dve kocki in vemo, na primer nam je kdo povedal, da je bil izid na vsaki kocki kvečjemu 3. Torej, pomeni, na nobeni kocki se ni prikazalo 4 ali 5 ali 6. Največ 3. In se vprašamo, kolikšna je verjetnost, da je vsota pik 5? Torej, tukaj sem narisal vse možne izide, ko vržemo dve kocki. Ampak v resnici nas zanimajo samo ti izidi, ker mi vemo, da se je že zgodil dogodek B. In torej, da na vsaki kocki imamo kvečjemu 3 pike. Torej so samo te možnosti v resnici, ker vemo, da se je že zgodil dogodek B. In sedaj, dogodek, ki nas je zanimal, da vsota pik je 5, in to se zgodi v teh primerih. Vendar nas bodo zanimali za računate verjetnosti samo ta dva primera, ker samo ta dva sta znotraj tega, kar vemo, da se je že zgodilo. To je ta verjetnost, da je vsota pik 5, s tem, da vemo, da je na vsaki kocki kvečjemu 3 pike, je prav ta dva izmed teh 9, 2 devetini. Poglejmo na splošno. Verjetnost, da se je zgodil dogodek A s pogojem, da se je zgodil dogodek B, torej, mi moramo deliti z številom ugodnih izidov za B, ker so samo na teh gledamo. In koliko možnih, kaj damo v števec, je število izidov, ki je v preseku med A in B, kaj imata skupnega, kot vidimo tudi iz risbe, kaj imata skupnega. Potem števec imenovalec lahko delimo z N, ki je število vseh možnih dogodkov,
tukaj 630 v tem primeru in torej dobimo, da to je verjetnost od A presek B ulomljeno verjetnost od B. In torej to je ena važna formula. Smo dobili verjetnost od A pod pogojem B je verjetnost od preseka ulomljeno verjetnost od B. Ali pa lahko obrnemo črke na splošno, tukaj pri preseku ta je komutativen, torej se ne spremeni in tukaj imamo verjetnost od A. In sedaj iz tega, iz teh dveh formul lahko obrnemo te dve formuli in dobimo verjetnost preseka dogodkov. Torej iz druge formule verjetnost od A krat verjetnost od B pod pogojem A in iz te formule verjetnost od B krat verjetnost od A pod pogojem B. Ja, in to smo dobili. In sedaj predpostavimo to. Če sta A in B neodvisna dogodka, kaj pomeni, da eden ni odvisen od drugega. Torej, to pomeni, da verjetnost od B pod pogojem A je isto kot verjetnost od B. Prav, ker sta neodvisna, ker ni odvisen od A. Če to predpostavimo, jasno, ne? In verjetnost od A pod pogojem B je isto kot verjetnost od A, če sta neodvisna. In torej, tukaj v teh formulah zamenjamo, če sta neodvisna in dobimo, torej v pogoju, da sta neodvisna, da verjetnost od preseka je verjetnost od A krat verjetnost od B. Je enostavno zmnožek. Torej, pazimo na razliko, tukaj je bilo nezdružljiva, ki smo gledali to pri uniji, pri preseku gledamo neodvisna, ni isto. Torej, nezdružljiva nimata nobenega elementarnega dogodka skupnega. Neodvisna se zgodi eden, je neodvisno od tega, če se zgodi drugi ali pa ne. Torej, to bo še bolj jasno s tem primerom, ki gledamo prav neodvisna dogodka, kolikšna je verjetnost, da pri dveh metih kocke padeta sodo število pik in n4. Ta in, torej presek. Torej, ta dogodka sta med sabo neodvisna. Zakaj? Ker izid, ko vržemo drugič kocko, je neodvisen od tega, kaj smo dobili, ko smo prvič vrgli kocko. Z druge strani, ta dva dogodka sta v resnici med sabo združljiva, ker če znamo, da pade sodo število pik, med možnostmi sodega števila pik je tudi 4, sta združljiva, ampak to nas bi zanimalo samo, če bi računali verjetnost unije, torej če bi tukaj dali ali, ker damo in, nas ne zanima v resnici, da sta združljiva, nas zanima, da sta neodvisna. In tako je. In torej verjetnost je kar produkt verjetnosti. Torej, sodo število pik so 3 možnosti na 6, torej ena polovica, in da pa dobimo 4 je 1/6. In torej to pomnožimo, dobimo 1/12. Tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.